Ja. Mislim, da lahko kar začnemo, če se strinjate. Lepo pozdravljeni, moje ime je Melanie Grudnik, kot vodja prvega coworking prostora v Domžalah, generator Domžale. Predstavljam z veseljem med nami drugega zmagovalca projekta Štarte Domžale, Blaža Križnarja. Pozdravljam, Blaž. Za tiste med vami, ki ga mogoče še ne poznate, Blaž, na kratko, če lahko poviš par besed o sebi. Kdo je Blaž? Ja, Blaž sem jaz, Blaž Križnar. Prihajam iz Doba, pri Domžalah. Star sem 28 let. Letos sem zmagal na temu generator Štarte Domžale med še 3 tistimi pač s podobnimi stvarmi, temi mladimi upi, V bistvu sem drugače po strokovni izobrazbi, sem diplomirani inženir gozdarstva. Srednjo šolo sem delal srednjo lesarsko, tako da pač poznam res les, jaz pravim tako od znika, pa do končnega izdelka, od rasti do obdelave lesa, pa do končnega izdelka. Tako da v bistvu res pač moram reči, da to se ukvarjam že od osnovne šole in da v bistvu res tisto živim pa delam pač, kar sem se skozi želel. Naravna in kulturna dediščina te spremlja že celo tvoje življenje. Kdaj si prvi začutil, da je to nekaj, s čimer se želiš ukvarjati? To je bilo tako v bistvu že samo okolje, domače, pač prihajam iz tako majhne kmetije, zmer si mogel kaj početi, bil si stikom z naravo, bi rekel, avtomatsko sem neke stvari delal, ki jih eni pač nisem mogel, nisem imel možnosti, pač sem nekako že les kot ta material, ki delam z njega že prej spoznal, prek domačih upravil. Pa ne vem, kaj bi rekel, da nisem čisto tipičen, bi rekel, ta fant svoje generacije, zmer so me zanimali stvari, ki so bile, kako je bilo to včasih. Tako da, recimo tlele sem jaz pripravil, zdaj bom tlele malo skakoval v vprašanja, sem si naredil tako usporedno projekcijo, da bom še pokazal malo kakšno stvar. Da nam sam govoril, pač to je bilo 50-letnica trga Domžale in je bila taka povorka s starimi običaji in jaz sem tle ful blazno užival, ker sem se pač tako vrnil nazaj, ne vem, 50 let v tist slog, ki se ga včasih poznal. Pač to je to, Pač tle sem tudi neke knjige najdel, ker so bile tiste moje prve, domače umetnostna obrt. Pa, ne vem, to sem prebiral rad, te stare razglednice, to mi je bilo so všeč in sem, prek tega mi je to najbolj navdušeno, kulturna dediščina. Že v osnovni šoli vidimo, da si izstopal, nisi se ukvarjal s stvarmi, ki so tipične za povprečnega osnovnošolca. Obiskoval si vrtičarski krožek, zastopal si osnovno šolo na dnevih tehniške kulture v Ljubljani, kjer si prikazal pletenje košarjev in košev, izdelovanje planšarskih cokel in rezbarjenje v les. Kako to? Ja. Odkje ta odločitev, da bi se tega lotil? Prva stvar, mislim, osnovna šola, krožki, modelarstvo me ni zanimalo, ker je to pač, tu si nabaviš razne polizdelke in potem to limaš, sestavljaš, nisem hotel to sam natrgati, nabrati, nasekati in z tega kaj narediti. Takrat je bila odločitev za vrtičkarski krožek. Tako, sliši se hecam, ampak tako ni bilo samo recimo neka urejanje vrtov pa tega v sklopu šole, ampak tudi domače obrta. Tako se je šlo, pač jesenski čas je prišel,
In so se te opravila, ko so jih včasih delali, ličkanje koruze, pletenje košar. In jaz sem zanimala spet kakor vsaka stvar, kako je narejena, ne? In sem eno staro košaro zdrl, pa gledal, kako je narejena, ne? In sem se pol lotil tako, da čisto sistematsko, da sem si nabral ob potoku, ne, materiale, potlej pa že začel, ne. Saj prva je bila res taka grozna, ne, tako bolj čarovniška izgledala, ampak pa zmer vsaka drugačna, vsaka naslednja je bila pa zmer boljša, no, in tako, no, sem že pol jaz učil v šoli, kako bi mogel biti narejen, pa kako, ne, in seveda sem jo pa uporabljala, ne, in pol šola se rada ponaša iz pač dobrim blagom in sem zastopil šolo. Meni je bilo to zelo dobro, skočna deska, no, pa tudi všeč mi je, da so to eni profesori videli. Ne samo neke športnike, ampak tudi taki, ki se ukvarjajo s temi stvarmi. Sploh po zdajšnjem času, ko to vidim, da zelo postaja moderno, da mislim, pozabljene stvari so zdaj že zelo iskane, a ne, in če kaj veš o tem, je toliko bolj za. Se je torej že takrat izoblikovala tvoja ljubezen do lesa in do narave nasploh, ki še vedno traja in bo najbrž trajala celo življenje? Ja, seveda, material je bilo treba nabrati. Šel sem v naravo, a ne, v dolino, ob potok, v gost, a ne, in takrat me dobiš ti stik z naravo in sploh v bistvu jaz zdaj šele razmišljam, ne, kako sem takrat to funkcioniral, ne. Mene ni zanimala žoga, a ne, kakor so vrstnike, ampak jaz sem bil blazno vesel, da sem neki dan prinesel in kos lesa in pol pač nekaj naredil z njega. Saj kot otrok pač to danes gledam je bilo bolj tako neko igračko, ne, ampak je bilo pa gotovo to pogojno, da pa danes lahko naredim neke izdelke, pač, ki konkurirajo lahko z nekim, res z nekim takim značajem, da imajo dodano vrednost. Ena izmed tvojih posebnosti je tudi izdelovanje maket. Prvo maketo si izdelal že pri 12 letih. Ja, slike tlele. Kako si prišel do te ideje, oziroma kako si zmogel pogum, da bi se lotil česar tako zahtevnega? Ja, to je čisto spet osnovna šola, mislim, da 4. razred osnovne šole. Za dobro oceno smo včasih plakat naredili, zdaj danes ne vem, kaj počnejo otroci za dobro oceno, a naredijo dober PowerPoint mogoče, no. Mi smo takrat plakate delali pa to, ne, in je rekla profesorica, učiteljica, no, je rekla, ti pa to znaš z lesom, pa znaš zelo tako dobro, kaj pa če bi ti naredil eno pomanjšano hišo, ne. Imeli smo takrat ta predmet, arhitektura, ne, pač alpska, panonska hiša, primorska, ne, in jaz sem se odločil, ja, seveda bom, ne, in sem naredil alpsko hišo, ne. Tle pa že tisto, ne, tle sem pa že dal tisto neko najbolj dovršenega se meni zdel v alpski arhitekturi, ki me v bistvu sem povezan zelo z Alpami in z hribi in tam se je najbolj dal izraziti v tej arhitekturi najbolj teh detajlov iz lesa, okraskov, gradnja, lesena gradnja, ne, uporaba teh različnih lesov, ne, in pač tako sem pa naredil prvo maketo, no, ki je bila pač spet bolj tako, no, za danes gledam je bila bolj taka igračka, no. Po naslednje, ne, me pa pač, ki je bilo zelo dobro odziv, ne, pa sem se pa pač lotil še ostalih stvari, ne, in sem pač začel kar delati makete. Nisem jih pa začel delati tako na spol, ne, pač hotel sem narediti točno tisto maketo, ki obstaja, ali pa ki je obstajala, no. Tako da sem si pač nek objekt, ki sem si ga zamislil, premeril, poslikal, pa pol izdelal, ne. Pa zmer vsaka naslednja je bila zmer bolj natančna, zmer več podatkov sem imel v tej stavbi ali pa v predmetu, ne, tako da. Se pravi, tvoj
perfekcionizem in Ja. natančno si že takrat se kazala v tvojih zgodnjih delih. Zdaj, tukaj recimo sem tukaj dal eno knjigo Kmečke hiše v Karavankah. Ne. To je taka knjiga meni bila kot svetopismo. Ne vem. Skozi sem prebiral te razne arhitekturo teh hiš, ne, in tako me je tudi zasvojila pač ta sama pokrajina, pa prilagoditev človeka na tisti del košček zemlje, ne, in pol kako se je tudi naredil na kakšen način bivališče. Tako da malo sem že to s temi motivi sem pol tudi se lotil naslednjih hiš. Bile pa so bolj, no, kakor gledam za nazaj, bolj hiše. Ne vem, nekako so mi bile bolj všeč. Sem pa pač naredil tudi kakšne druge stvari, no, kot je grad Krumpark. Tukaj je grad Krumpark, pa dobro, tudi kakšna cerkvica. Take stvari, no. Tako da sem delal sem tisto, kar me je veselil, pa kar sem hotel, da bi se ohranil. Pri gradu Krumpark je bilo prav tako, ne, sem rekel, da je razpada v zaraščenju, noben ga ne pozna, ne. Ko sem naredil maketo, se je pa kar pač maketa pa lahko prenašala, ne, pa je bila predstavljena v Arboretumu, pa tled na občini v Domžalah. Tako da je kar tako, no, mi je bilo kar veselje, no, pol pač to, kar sem tudi naredil, da so pol kakšni videli pa pohvalili. Ti mi je bila tvoja odločitev za srednjo lesarsko šolo, predvidevam nekaj samoumevnega naravnega, naslednji naravni korak? Ja, z večino danes mladih, ki ne vejo, kaj bi šli, a ne, naprej, sem jaz vedel v 5. razredu narediti osnovne šole. Sicer nisem, že mi ni bilo gotovo jasno, kaj je srednja šola točena, ne, ampak se pravi neka šola, ki ti da znanje v obdelavi lesa, poznavanje lesa, tako da je bila pač edina primerna srednja lesarska šola. Tako da sem hodil v bistvu v srednjo šolo res takim veseljem. Spravi si bil že takrat tako upevano, sedaj jasno vizijo. Ja. Veselje do raziskovanja in do poglabljanja tvojega znanja pa se kaže tudi v tvoji udeležbi na raznih tekmovanjih srednjih lesarskih šol, lesariada in tudi pri udeležbi na raznih tečajih. Tukaj imamo sliko. Ta izdelek je bil nagrajen na prav posebnem tečaju in kaže virtuoznost tvoje izdelave. Nam lahko poviš, kaj ta izdelek predstavlja in kako si sploh prišel na tako inovativno idejo, da bi upodobil to, kar najbrž tukaj poslušalci še ne vejo. Ja, Kaj je mogoče to je, tvojega? bom razložil, ja. V bistvu srednja šola v Ljubljani je bila zelo tako napredna, zelo rada je pač dala izziv dijakom, a ne, in so bile razne tečaje, ne, in pač jaz seveda sem se javil, a ne, spet sem malo preučil, a ne, kaj bi vse drugi delali, jaz sem hotel čez neki kontra, ne, in sem razmišljal, kaj bi naredil, ne. Bilo je pa na tečaj za matematičen znak pi, a ne. To je pač 3,14, a ne. Bil je svetovni dan tega znaka, se pravi zapis, datumsko je bilo pa 14.3. Lik obratno, ne, 3,14, 14.3. To je bilo 2008 leta. In se pravi, 14. marca, a ne, je bila takrat tudi podelitev teh nagrad. In jaz sem rekel, kaj bi za tisti dan jaz nekaj naredil, ne. In grem iz Ljubljane domov, ne, iz avtobusa sem se vozil in sem imel tiste dni je bilo pa govora o skokih v Planici, ne. In sem to povezal, a ne, in potem dobil idejo, a ne, se pravi za Planico, a ne, za to krivino, ko sta delala brata Gorišek s Kavenco, pač je gotovo bil glavni tisti podatek, ne, 3,14 za vse loke izpeljati pravilno, tako kar je treba, ne. Spet sem se lotil vse tako, a ne, da sem šel v načrte, pa klicati, kako pa to je treba narejen, pa da je bila točno ta odskočna deska ista. S tem, ko sem makete delal, mi je bilo jasno, kako pomanjšati stvar, ne.
kako narediti stvar takrat manjšo, v merilu, a ne. In pač naredim, na eno stran sem napisal svetovni dan, Pija, na drugo stran Planica, tako, no, datumsko se je pa tudi ujemal, ne, Planica je bila točno, se je začela 14.3. Tako da ni bilo boljšega, ne, in to sem jaz kar skril, v enem sem več povedal. Takrat sem že kar pred bil vtis, ne, sem rekel, to tudi če razvojo, a ne bo tako dobro, kakor da sam vidijo, bojo še bolj navdušeni. In jaz to prinesem, pol je bila pa komisija očitno, da so dojeli to stvar, ne. Tudi pol sem predstavljal to, a ne, na tej podelitvi, tako da sem zmagal, no. Nagrade niso bile sicer neke denarne, ampak so neke ročna orodja, smo dobili pa to, no. Fajn je bilo, no. Ta stvar je še zdaj v srednji šoli, no, pa tako en tak pečat mi je dala, no, na srednji šoli. Odskočno desko za naprej. Kot lahko lepo vidimo, se v tvojem delu prepletata umetnost in tehnika. Znanje ter ljubezen do narave ter naravne in kulturne dediščine. Natančnost, skoraj bi lahko rekli, virtuoznost pa si pokazal pri izdelavi ene prav posebne makete, in sicer makete Liznikove hiše. Zakaj si jo naredil in kaj te predstavlja, kakšen izdelek? To je maketa, se pravi, alpske kmečke hiše iz Kranjske Gore. To je, se pravi, hiša iz 18. stoletja. V bistvu je najbolj dovršena arhitektura, bi rekel, kmečka arhitektura, pa še ohranjen spomenik je še danes, noter je muzej. Tako da, meni se zdela ta hiša, ne vem, blazno lepa, ne vem. Hotel sem jo ohraniti, tako da sem naredil maketo. Je bilo pa tako, no, iz srednjo šolo je bilo zmer več dela, pač tudi samo šolanje in maketo sem kar tako, no, počas sem jo delal tako po teh delih, ampak nisem pa, če nisem imel dneva za delati, jaz pač nisem delal, ker to je res stvar, jaz sem se lotil že tako profesionalno, recimo, ker sem že imel takrat, no, tu sem bil star, se pravi, konc srednje šole, no, sem že v bistvu imel certifikat domače umetnostne obrti, ne. In sem pač mogel delati po tistih pravilih, se pravi z naravnimi materiali, isti materiali, kakor je tudi narejena sama hiša, ne. Tako da sem čas delal, bilo je pa treba tudi za zaključek srednje šole narediti kot peti, tisti zadnji del, projektno nalogo, ne. In sem se jaz rekel, kaj pa če bi naredil recimo maketo, pa vse opisal, kako je sploh treba za znanje v maketarstvu, ne, ker sem jaz hodil, se pravi, v srednji šoli, recimo, prvi letnik srednje šole, a ne, sem bil že v bistvu vseh muzejih, ne, arhitekturni muzej, Narodna knjižnica, galerija, pač to, ker drugi sploh niso, so komaj šolo najdel, ne, jaz sem že tam hodil po muzejih in sem razne te načrte, pa te podatke dobival, no. In manjkalo mi je pa kako literature v maketarstvu, a ne, tako da sem rekel, jaz si bom pa naredil eno tako projektno nalogo, ki pol je v bistvu prešla že skoraj v diplomsko nalogo, tlele je, imam tukaj tudi se lahko kakšen pogledal. Sem pa res se lotil, no, zelo tako sistematsko, no. Tako da v bistvu slovo freska je bila narisana, tako kot je v originalu na hiši. Hiša je sestavljena, se pravi, iz spodnjega zidnega dela, zgornjega lesenga, iz ganka, ostrešje je narejen popolnoma tako, kakor je v realnosti. Tukajle so shodle, dobesedno so isto krite, isto klane, kakor so pač v realnosti, a ne. Tako da tlele, to je bilo kar tako, no. To je bilo bolj Sizifovo delo, a ne. Tisti, ki se spozna na to pogleda, pa vidi, aha, maketa je res tako narejena, drugače pač ne zgleda, a ne, da bi lahko to kompliciral, ampak poanta tega je pač, da narediš, se pravi, to repliko, a ne, to maketo
dejansko pomanjšano, ne. Isto, kakor je pač originalno. Tle so pač detajli, ne. To so te kovane gavtra, vezi na brade, ne. Zdaj to je merilo 1:25, ne. To je zelo majhna, ne, stvar. Tako da je bilo tudi treba to precizno vse ročno izdelati. Tako da dobil sem tudi uradno znamko iFilm Slovenija za uporabo, pa se pravi certifikat domače umetnostne obrti. Tako da sem tudi zmer dal pač pečata, ne samo izdelavo makete, ampak tudi nek podpis, da je z neke strani priznana, ne, kot da je tako, kot mora biti. Svoj smisel za umetnost, žlahtnost in rokodelstvo, tudi inovativnost si pokazal z naslednjim izdelkom. Nam lahko poveš, za kakšen izdelek tako gre? Seveda kot izobrazbo lesarski tehnik, ne, sem mogel pa narediti zaključni izdelek, ne. Spet vsi so delali neki, pač isto so pač, ne rečem, vsi so delali, kolikor so se trudili, ampak običajno so delali kakšne klubske misce, stole, ne. Jaz sem rekel, ne, to mora nekaj biti, da imam jaz paradnega konja, ne, da se lahko potem, ko pridem naprej, iz šole ven, da se lahko pohvalim, ne. Pa tudi toliko sem se že zaupal, da sem jaz bil sposoben narediti. Sicer, ko sem se lotil te ideje, je bilo zelo tako malo, ne, mi je bilo tudi malo straha, bom jaz to naredil, ne. Tudi od mene so pričakovali velika, ne. Tako da so že prej vedela, ne, laž bo nekaj takega posebno naredil. In sem se odločil, da bom naredil takega gugalnega konička, ki je pač bil sestavljen tako iz takih različnih plasti lasov. Zelo tako v bistvu v osnovi je bil zelo groba obdelava, potle je bila pač ta fina stvar, fini detajli, to je bilo pa v bistvu vse ročno delano. Zdaj, to je težko povedati, ne, to pač, da pride simetrija na levo in desno stran isto, je pač tisto v roki, ne, to je zdaj, toliko nekih stvari sem že naredil, da sem pač že imel ta občutek oblikovanja, no. Tako da pač to je bil resen tak pečat tega, da sem tle izrazil tisto svojo, bi rekel, malo umetniške žilice, no. Tako pač se v konček seveda. Koliko neprespanih noči, skrbi, znanja je potrebno za tako mojstrovino? Za tisti čas, pa za srednjo šolo, ne, pa ko nimaš drugih skrbi, a ne, je bilo gotovo nekaj, a ne. Ampak to bolj tako v pričakovanju, ne tako v strahu, no. Tako da, danes pa pač si rečeš, ja, ni problema, a ne. Samo v bistvu za tako stvar moraš tudi imeti, bi rekel, razpoložljiv čas, ne, da ga recimo pri tem stvari se ne sme muditi, ne. Tako da, vse pa pač, bi rekel, v doglednem času se pač naredi tak izdelek. Svoje izdelke si tudi razstavljal, kje vse si? Ja, seveda, pol sem pa te makete, jaz tako, makete pa recimo te izdelke tega konička, ne, imel narejene in so pač zelo bili lični, ne. In so me kar tako poiskali, ali pa sem v bistvu sam se kaj ponudil, pa so pol recimo vse posod razstavljal, tole je bil v hotelu Kompas v Kranjski Gori, ker sem z muzejem, Gornjesavski muzej Jesenice, smo naredili tako, bi rekel, neko razstavo v Kranjski Gori, a ne, pa je bil en del tega. V sklopu tega so imel tudi že otroške delavnice, izdelave takih pomanjšanih maket. Not sem imel tudi razstavo v tej hiši, tako da, tle je namreč muzej, no, v tej hiši. Tako da sem, tako fajn se mi zdelo, no, da greš že kar v Kranjski Gori, tako meni sploh pa hribi, pa vse to, sem kar užival, no. Tako da, izšla je pol tudi takale zgibanka, ki je tukajle pred nam,
Pa pol tudi, pojavil sem se tudi v kakšnemu takmu glasilu, no. Ta maketa, no, ta je res, jaz še danes si rečem, no, ta mi je res všeč, no. Ker ponovadi mi je zmer tisti zadnji izdelek všeč. Sicer sem še pol naredil tudi kakšno maketo, je bila pa že v bistvu skoraj že namenjena za določenega kupca, pa za po naročilu, ne. Do te makete sem pa delal v bistvu predvsem bolj iz želje po izdelavi, ljubezni do maketarstva ali pa do arhitekture, ali pa do konec koncev obdelave z lesa. Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani si končal študij na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Kdo te je navdušil nad raziskovanjem narave? Spet, v bistvu srednja šola je tako bila, na splošno so me zelo tako podpirali, bil je nek profesor zgodovine in geografije, ki je imel tako karizmo, to Franci Novak, je zelo tako ogromen vedel v drevesnih vrstah, pa sploh ni bil profesor tega, ne. Pa na splošno naravo, tako je vse mlade nas je tako učil, pač tisto, kar znaš, kar dobro delaš, s tistim se ukvarjaj, ne. In jaz sem si pač podlagal v lesarstvu, sem imel kar veliko, ne, malo sem kolegov med fakulteto za lesarstvo, ampak me je res to gozdarstvo, tako narava, spoznaš res vse, od podnebja do kamnin, do živali, konec koncev glavno pa pač les, rast lesa, različni lesovi, tako da sem pač ta del študija res pol bil na Biotehniški fakulteti v oddelku za gozdarstvo. Pač takole smo nabirali recimo rožice za herbari, ne. Fajn je, no, tukajle smo res pol tako, tukajle pač fakulteta za gozdarstvo mi je dala tako nek tak red, ne. Zelo gozdarstvo temelji bolj po nemški šoli gospodarjenja in tam smo imeli kar tako uro in tako mi je zelo, to mi je bilo zelo všeč, no, ker sem že prej bil zelo tak vesten za te stvari, no, in mi je tako prav bil pisan na kožo faks, no. V sklopu faksa sem razne raziskave delal tudi na podlagi teh kakšnih lovnih pasti za, se pravi, ohranjanje recimo dreves, se pravi proti podlubnikom, pa se pravi prečo kakšnih živali. Tako da tudi tukaj sem v tem sklopu, to je tako v Češeniških in Prvojskih gmajnih pri Domžalah, sem tudi diplomsko nalogo delal. Tako da tudi ta domače okolje, za ta domače okolje mi ni bilo vse, no, in sem tukaj tudi pol dosti v teh gozdovih preživel, no. Še danes pač poznam vsak drevoskop. Seveda skozi gozd, ne, pa gledam tudi lesa, ne. Tako da nisem zdaj samo, bi rekel, da sem široko usmerjen, ampak ko združiš recimo res tisto lesarstvo ali pa gozdarstvo, pa še veselje do narave, a ne, ti da dosti informacij in pol lahko tudi naslednje produkte delaš z neko podlago. Danes Blaž ne počiva le na svojih preteklih dosežkih, temveč si zelo aktiven tudi na številnih drugih področjih. Vpet si v razne aktivnosti na področju naravne in kulturne dediščine. Kaj mi lahko še kaj tem poveš? Ja, tako no, kar preveč sem dejaven, zato mi pol časa zmanjkuje z druge stvari, ampak zaenkrat, če gre, no, se bo pa treba zmer bolj malo specializirati, no. To je tudi ena stvar, no, Društvo lastnikov gozdov Tisa Domžale. To sem prišel prek fakultete, tukaj z revirnimi gozdarji sem se vključil. Hotel sem biti v stiku, ne, iz te stroke tudi, ne. Tako da, tako no, parkrat letno imamo kakšne ekskurzije, no. Zdaj tukaj, jaz sem že nekaj ekskurzij organiziral v tujini, recimo v Avstriji, največ v Avstriji, no, tako da zelo všeč so mi te prakse, ne, kam vse gre trend, ne. Ali v gozdarstvu, ali v lesarstvu, dobro je biti informiran, ne, zaradi tega, ker to je vse pomembno, ne, bi rekel,
da si pripravljen, ne, na nove priložnosti, ne, pa da si moraš biti tudi z idejami, a ne, tik pred drugimi. Ne. To je zelo fajn. Ne. Tudi fotografijo, no, tole bo enkrat 5 zjutraj na Triglavu slikam. To je pa druga stvar, no, hribi pa bi rekel tudi malo alpinizma. Tukaj levo tole smučenje Skredarce. Tukaj le, no, tlele sem naredil prvo turo v hribih. Tle so pa zanžetom v Koglu, no, na Nismeri, no, tako da tudi zdaj sem letos gratil starejši pripravnik alpinistični, no, tako da ta stvar mora biti, no, zdaj mora biti za ene malo prej adrenalinska, ne, ampak vsem moraš se tudi z tega dela, ne, strokovnega malo dati na off in pač eni to delajo, jaz pa pač v bistvu hribe zelo tako doživljam prek alpinizma, tako da sem pač tudi vpet, no, tukaj je zelo veliko tem. Mi smo te pa danes še spoznali v vlogi podjetnika. Ukvarja se številnimi ostalimi projekti in drugim tudi projektiranjem raznih izdelkov po naročilu kupca. Tvoja posebnost je, da združuješ umetnost z dovršenimi tehnološkimi rešitvami. Kaj je tukaj? Zdaj tukaj imamo par takih izdelkov, ne, različnih, niso nič, pač tako, kar so prišli sami po sebi, ne, ampak vsak, ko ti pride neko naročilo, neka želja kupca, se moraš v njega poglobiti ali pa nekako zastopati, kaj hoče. Ne. Ali mu je važna kvaliteta, ali mu je važna samo količina. Nekrat to je dobro prvo vedeti, ne, da se pol tudi lotiš pravilno. Tako da, ja, podjetništvo seveda samo izdelavo, ne, tega od srednje šole naprej je začelo temeljiti pač na izdelavi, ne, se pravi za denar, ne, seveda vse se vrti okoli denarja in izdelki vsi ne bojo doma, ne, makete recimo veliko jih je doma, ne, pa tega, ne, potlej taki izdelki, ne, so se pa pač začeli že počasi prodajati, ne, in prva stvar je, ki spet sem hotel biti tako, ko moraš biti, ne, po Regalcih in sem si ustanovil tole osebno dopolnilno delo, ne, malo sem pogledal in sem tako začel, ne, uradno in let sem tako delal, tako da sem pač neke take majhne stvari delal in sem se pač lotil, tako bi rekel, glede na to, da so bile manjše, ne, pa to zelo tako profesionalno, pa v bistvu s takim odnosom res tako pravi podjetnike. Ne. Zdaj, če kaj povem o tem, nekaj stvari recimo sem tako pač dosti tudi uporabil recimo kakšne te svoje ideje, tisto, kar sem sam si želel, da se spromovira, ne. To je recimo tudi nek tak del iz odpadnega lesa. Potlej ni recimo tudi bilo samo lesa, ne, tudi če je bil kakšen natečaj, sem pač tudi na kakšen natečaj se prijavil in pač izdelal iz drugih materialov, v bistvu dal izdelati, ne, sem samo pač idejo dobil, ne. Ali pa tudi neka taka izdelek, recimo točno določen za nekoga, ne, to so bili v bistvu neki alpinistični vozli za neko šolo otrok za učenje, ne, in je pač zelo tako domiselno bilo, ne, funkcionalnosti, s kar rabijo, s sestavljanjem, se pravi z igro, ne. V bistvu naročeno ti je pač samo neko osnovno, pač stranko recimo še presenetiš s kakšnim tem detajli, pač se pa pol tudi postavljen tak tudi stik, ne, in pol tudi dobiš naslednjo naročilo in v bistvu se pol tukaj pol res začne neka tista poslovni
odpira. Ja, se ti začne odpirati. Pa je zgoren to klin predstavlja, zgornja slika. Tole zgore je čisto ena taka obesek, je v bistvu tukaj je pa USB ključ. Ja. Ja, zgleda, zaradi tega, ker slika recimo ni v sorazmerju s to, ne. Pač neka čisto taka stvar zavržena, ne. Ampak recimo se da zelo se da uporabiti, ne. Sploh pa surovina, ki leži po tleh. Tako da ja, vse sorte, ne. Tudi pomemben je recimo kakšne stvari, ki jih narediš, da pač se tudi nekako takole, da znaš malo spromovirati, ne. Ker je tudi pri podjetništvu pomembno, ne. Če te ne vidijo, kaj vse znaš, ne, pač tudi ne moreš potem tako nekako naprej nadaljevati, ne. Tako da recimo tudi te stvari so zelo pomembne, no. Saj to recimo zdaj še sploh z generatorjem, s tem, kar se zdaj še bolj spoznavam, pa se v bistvu še bolj učim teh pravilnih prijemov, ne, kako je treba v današnjem svetu s tem se ukvarjati. Zdaj tukaj recimo niso samo pač taki izdelki, ne, premikajoči, ampak tudi v bistvu to je za osnovno šolo, smo delali take visoke grede, ne. V bistvu je, bi rekel, že majčkeno spomina, ne, iz otroštva, ne, ampak zdaj sem že prišel na drugo raven, ne, da zdaj je že to lahko tega, ne, jim že koristim, ne. Tako da v bistvu so stvarice zelo lepo poklopljene. Tole recimo, tudi ena taka ideja je bila fajna. To so turistične table v Dobu. Krajevna skupnost je želela nekaj drugačnega in so pač mene najdel, ko so rekli, to bi si kar nekaj drugače. Jaz sem v bistvu že vedel, kaj bom naredil. Zelo dobro. Se pravi, Dob je vrsta hrasta, Quercus robur, ne. In tukaj je del hrastovega lista, ne. Dob ima kratek pecelj tukaj in uporabili smo stare stebre, ki bi bili drugače za skurt ali pa bi se gnili, ne. In stvar je iz hrasta, kar pomeni, da bo kar nekaj časa takole tem vremenskim vplivom zdržala, ki je pač tak odporen les, ne. Tako da je pač tudi ena taka fajn stvar nastala, no, pa tudi velikokrat grem mimo, ne, ker sem z tega kraja in tako, no, sam dobiš potrditev, reče se, da tole sem pa res dober naredil, ne. To je v bistvu, kar se tiče teh, bi rekel, izdelkov, ne. Tvoja posebnost pa je tudi izdelovanje prestižnih izdelkov. Predvsem prestižnih unikatnih izdelkov. Kaj je? Zdaj, tako je, ne. Od vsega tega, kar delaš, ne, pa pridejo še posebna naročila, ne. Za tistimi sem najbolj srečen, ne, tam najbolj uživam, ne. Ker imajo res visoko dodano vrednost. Tudi izdelava je zelo, bi rekel, komplicirana ali pa zahtevna, tehnološko ali pa tudi fizično, a ne. Recimo, to je zdaj neka maketa za en arhitekturni biro. Hoteli so predstaviti svojo idejo na nekem simpoziju in so hoteli imeti točno isto maketo kakor realnost, ne. Tako da treba je bilo narediti dobesedno vse noter, notranje pohištvo, vrata, da se odpirajo in da se tole odpre, ne. Se pravi, streha se je odprla, ampak ko je pa sestavljena, mora pa delovati tako, kakor da je to sestavljeno, ne. Tako da... Kakšen gabarit pa je to? Merilo je 1:50, to se pravi, če zdajle po gabarit takole povem, je to širok je tukaj enih 25 cm, dolgo je pa enih 60 cm. Tako, kar majhna stvar je, no. Včasih moraš tudi s kakšno pinceto delati. To je pa notranjost. To je zelo, slika je zelo detaljno slikana iz to konkavno lečo, ne, tako da je, moram tudi reči, no, fotograf tak, ki sodelujeva, no, je res tako navdušen tudi nad mojimi izdelki in res se tako potrudi. Je bilo pa potrebno, a ne, tudi, pač to so mečkane grčice, a ne, da bi jaz zdaj tukaj na veliko grčo dal, a ne, normalno, ne,
ne bi bilo prav, ne, in sem mogel tudi les izbirati pravilno in tak goste rastline. Ja, proporcije, ja. No, pol tudi me je poiskala pač za te sakralne objekte, a ne, sem tudi veliko, ker pač tukaj v bistvu ni šola, da bi en to neki delal, neke te dodatke, a ne, in pač sem videl, da pač se stvari lotil profesionalno in se pač marsikaj meni da narediti, a ne, tako da morbiti prvo do vsakega ima malo zaupanja, a ne, potlej se pa že pač, ko narediš neko stvar, a ne, odpre tudi druga stvar. Ne. To je recimo škofovska palica za prejšnjega metropolita Stresa. Ta je bila narejena po naročilu, je narejena iz hrasta, doba, je pa v kombinaciji s takim usnjenim kovčkom, tako da naročilo je bilo palca, ne. Ampak itak, spet jaz sem šel vse palce pogledat, ki obstajajo v Sloveniji, ne, na Škofiji in vse so bile v kovčkih, ne. Od Plečnika recimo isto, ne, lesena palca isto in ne, jaz sem rekel, jaz moram isto to narediti, ne, in potem sem se v bistvu lotil še samega preučevanja, kako je kovček narejen, ne. Dobro, da še kakšen obstaja na tem področju domžalskem iz bivšega podjetja Tokota, ne, da je to še malo vedel mi povedati, kako je bilo pač včasih to narejeno, ne, in tako da sem v bistvu usporedno z enim izdelkom prišel spet do drugega, ne, do izdelave kovčkov, ne, tako da tako, no, stvar se pol kar stopnjuje in nadaljuje, no. To je zelo en tak prestižen izdelek bil, no, ki je v bistvu zelo lep bil, no. Zdaj, v bistvu tako, ne, ko pa narediš enega, ne, pa škof tudi drug pride, ne, moraš pa pol za drugega škofa narediti, ne. Tako je to, ne. In recimo to je za tega sedanjega, ne, iz oljke, škofovska palica. Evo, kovček je v bistvu malo drugačen, stil je pač spet malo drugačen, ne. Tukaj je fajn, no, da ti toliko zaupajo, da ti dajo tudi veliko prostih rok. Recimo, to v bistvu meni tudi zelo tako prav pride, no, ker pol res lahko tiste svoje ideje, tiste svoj stil, ne, izpopolnim. Je pa tako, no, da pač želje kupca, ne, naročnika moraš upoštevati in tisto je pač bistvo, a ne, na tistem temelji pač vse delo. No, to je tudi pač, to je isti kip, ampak je slikan z druge strani. To so res te izdelki, no, ko so, bi rekel, je veliko dodane vrednosti, je pa tudi pač temu primerno veliko več tudi tega. Kaj pa je to za les? To je orh. Aha. To je sicer ameriški orh, ki je bolj temnejši, no. Tako da je naredil v bistvu tako, tudi lesovi, ne, pač poznanje lesov, sam les da tudi pred izdelku vrednost, ne vem, neki nizkocenoven les, ki je v bistvu, ki ga je več na razpolago, je cenejši, nek redek les, ne, ti da tudi tisto vrednost izdelka. Kakor tukaj pred tem oljka, a ne, pač, ker je tudi zelo redka, a ne, težko je dobiti nek velik kos lesa oljke, a ne, tako je tudi pri orehu ali pa še pri kakšnem drugem lesu. Žirijo v projektu Štafe Domžale se prepričal z ljubeznijo do slovenskega lesa, slovenske naravne in kulturne dediščine in predvsem inovativnosti, kot smo videli. Tam, kjer drugi vidimo odpadke, trohnel les, ti vidiš možnosti za novo rojstvo, za nekaj novega, za novo stvaritev, da vdihne življenje nečemu, kar mi vidimo, kar je z običajnim očesom, običajno posamezniku mrtvo. Kdaj si začutil to svojo navdih, da lahko trohnenem lesu, naplavinam vdihne življenje? Kdaj se ti porodila ta ideja? V bistvu tle pri generatorju, ne, ko smo pač mogli neko svojo idejo predstaviti, ne. Ideja je zmer tako, ne, če je ideja že nek zelo tako znana, pač ni več ideja, ne. Nek stvar mora biti nekaj novega, ne. Pa sploh v teh časih zdaj moraš iti s trendom naprej
ekologija, recikliranje je zmer bolj pomembno in če se samo na to kaj začneš malo ozirati, malo razmišljati, hitro najdeš kakšno tako stvar, ki pride zelo tako v bistvu uporabna. Ne. Tako recimo pač ta, kakor sem že povedal za te obeske, ne, to je pač čist nek umrl les, v bistvu, ko ga lahko že napade recimo neka žuželka, ne, ampak ima dodano vrednost ta rovni sistem. Ne. Lahko ima dodano vrednost, ki les glive, recimo glive modrivke pomodrijo lesa, ne, in dobi čist drugo patino les. Ne. In tle mislim, da je še zelo veliko priložnosti za to. No. Tako da, tako je, ne. Les ne samo kot živ material, ki raste, drevo, ne, je vreden, je pač tudi že v bistvu les, ki je že enkrat bil obdelan, ne, pa da se ga na nov restaurira ali pa renovira, pa pol spet uporablja. Ne. Tako je tudi pri lesu, recimo pri starih stavbah lesa, ne, ki je v bistvu že tak siv, dobil je tisto patino v goru od sonca, ne, v bistvu bi lahko bil tudi kot neka dekoracija v hiši in podobno. Tako da to je prek tega, no, prek vsega tega, kar sem prej povedal, ne, kako sem začel, se mi je zdelo pač to ohranjanje lesa res najbolj, ne samo svež les, ne, ampak tudi les, ki je bil že enkrat uporabljen, ne, da mu daš na nov tisto vrednost. V okviru mentoriranja generatorjev je predstavljal največji izziv, kako izpostaviti in se osredotočiti na eno samo stvar, ko pa se ukvarjaš s toliko različnimi stvarmi. Do kakšnega spoznanja si prišel, kje je tista tvoja prednost? Ja, v bistvu prvo še tudi sam nisem vedel, ne. A ne se prijavim, tako je, ne, veliko stvari delam, ampak vedel sem pa eno stvar, ne. Jaz delam pač za nekega ciljnega kupca in ga res dobesedno z izdelkom, ko mu ga pokažeš, v bistvu ga zadovoljiš in je vesel in pove drugemu ali sam naroči spet naprej. In to je tista, ne, se pravi, tista moja dodana vrednost, da se poglobiš, izdelaš, dodaš svojo idejo, ne, v bistvu celostno pristopaš k temu. Tako da, to sem tudi jaz takrat zagovarjal tam. Pomembno je tudi to, ne, recimo, kupci najdejo tebe, ne, to je že en dober podatek, ne. Zvejo za tebe, vejo, on pa to dela, ne, se pravi, to je že prednost, ne, velika, ne. Seveda, od prejšnjega osebnega dopolnilnega dela sem malo prešel na popoldanski SP, ne. Nekako sem se izračunal, da bom šel skozi, no, s tem. Treba je bilo tudi ime narediti, ne, in pač ponovadi veliko ljudi govorijo, ne, o blaznih stvareh, da so zmer neke lepe stvari, neke presežnikih, ne. Potle sem pa pač prišel na idejo na ime Blazno lesno, ne. Tako da, pa tako v bistvu se mi je še fajn zdelo, da je Blaž, ne, kot moje ime, preprost je in tako, no, to je tudi en del podjetništva, ne, pač nek prepoznavni znak, logotipa, ne, pač ki je potreben, ne. Tako da, ja, to je v bistvu zato v bistvu pri tekmovanju, ne, na generatorju, ker smo pač vsak je predstavljal svojo tisto idejo, ker smo pitchali, ne, se pravi, iskali smo prvi kontakt, da smo se predstavili, ne, je bilo zelo pomembno, ne, kaj si govoril, se pravi, pa da za tisto stvarjo stojiš, ne, to je najbolj pomembno. Blaž je zelo skromen in že tekom mentoriranja sem opazila, da je mogoče ena izmed njegovih izzivov, ki jih moraš osvojiti, to, da se mogoče malo bolj na glas pohvalim. Bom jaz namesto njega povedala, njegova velika prednost je to, da združuje ogromno enih stvari in svetov v sebi, od umetnosti do tehnike, od narave, naravne kulture, dediščine,
vse to je Blaž Križnar in pod svojo znamko Blazno lesno ustvarja čudovite izdelke. Velik izziv pa je predstavljala tudi znotraj programa mentoriranja tudi odločitev, kateri tvoji dejavnosti naj damo prednost. Dan ima vendarle samo 24 ur. Do kakšnega spoznanja si prišel, čemu moraš ostati zvest? V bistvu je, se pravi, to, kar že skozi sem pač natančen. To je tista stvar. Natančen pri izdelavi, natančen pri rokih, natančen moraš biti pri, se pravi, pri raznih dogovarjanjih, a ne. To so te pomembne stvari. Pa zdaj recimo kam stvar pelet, ne, se pravi, bistveno bolje se pravi se osredotočiti na nek del produkta ali pa na nek krog teh izdelkov, ali so samo prestižni ali ne, ker lažje je tudi stranka ni zmedena, ne, recimo, da predstaviš vse neko celoto, ne. Zdaj, gotovo se bom še razvijal, ne, zdaj sem še v bistvu na začetku. Tako da tudi prek generatorja, tukaj, ki je ustanovljen bil, pač nam bojo dali te smernice, ne, kako pravilno, ne. S tem pa še, ne, da ne pozabiš na to, kar si delal, pa da ohranjaš to, ne, se pravi, mogoče je pa za nekoga to pomembno, ne, da v bistvu les tako čutim in da v bistvu mi bo zaupal samo zaradi tega, ker delaš z nekim takim zanosom, ni to serijska masovna proizvodba, ni uvoženo, je v bistvu vse iz domačega okolja, ne? Tako da tle bo po moje še tudi kar treba delati na tem. Tvoje vrhunsko ročno izdelane izdelke seveda ne moremo primerjati s strojno izdelanimi serijskimi izdelki. Jaz sem bila priča, kako si se soočal izzivi, ko si določeno naročila moral zavrniti, ker so tebe zahtevale prevelike kompromise. Pri tem ti seveda gotovo pomagalo mentoriranje po metodi Business Model Generation. In pohvalno je to, da si ostal zvest samemu sebi. Mlademu podjetniku je zelo težko zavrniti kakšno mamljivo naročilo, ki se sliši mogoče zelo vabljivo, ampak bi se moral odreči tistemu, zaradi česar si ti, zaradi kar te inspirira, v kar verjameš, v recikliranje, v virtuoznost, strokovno upravljeno delo. Ja, v bistvu je tako, ne, na tehtnico daš, ne, s tem moraš biti pa pač previden, ne, zdaj, kaj ti lahko to prenese ali pa odnese, ne. Lahko recimo, če se da, se neka stvar predstavi, odganjati, se pravi, že ta stanje, da prideš na to, je bila, kakor sem kazal, neka pot, ne, in kar hitro lahko, ne, pač neki propade, ne, in je v bistvu treba skozi vzdrževati, s tem pa paziti tudi, ne, da se hitro ne prenagljaš, pa da ne delaš recimo stvari, ne začneš delati stvari površno, ker pač hitro se lahko pač s tem preko kvalitetnim delom pa pokvariš, ne, in ne prideš več na isti nivo, kot si bil. Tako da ja, treba, konec koncev je pa tudi treba gledati, ne, kaj imaš več, ne, pri kateri stvari, ne, kjer ima več dodane vrednosti pri izdelavi. Časovno možnost je lahko tudi, recimo, da nimaš zagotovljene tehnologije, tudi to je. Je pa s tem tudi, ne, tudi jaz se to zelo razmišljam tako ozko, ne, kaj lahko sam naredim, pač tudi pomembno je se tudi povezvati, ne. Saj tukaj smo na takem področju, ko je veliko obrtništva in lahko vsak en del naredi, pa pač eden zna s kovino, eden zna z lesom, en zna z drugim materialom in se da.
To je tudi konec koncev eden izmed elementov modela Business Model Generation, ko smo se znotraj mentoriranja pogovarjali, kateri so tvoji ključni partnerji, ali lahko stvari narediš sam, oziroma kdo je tisti, s katerim bi lahko izdelal neki izdelek. Predvsem ta široka paleta izdelkov in dejavnosti, se mi zdi, da je ravno tukaj največja pomoč je bilo to orodje Business Model Generation Canvas. Prav v okviru tega procesa iskanja tistega optimalnega poslovnega načrta, ko si se nekako iskal z odločitvijo, kako bi segmentiral svoje kupce, katerim izdelkom dati prednost, kakšne kanale uporabljati, katera je tista najboljša promocija. In se mi zdi, da je dozorela pri tebi odločitev, predvsem, da si spoznal, kdo so tvoji kupci. Da to vendarle niso tisti kupci, ki iščejo neke serijske kitajske izdelke, mogoče za par centov. In to je tudi ena zelo pomembna odločitev, ki ti je mogoče prihranila mogoče morebiti kakšen neuspeh oziroma odločitev za takšno poslovno idejo, ki pa mogoče ne bi bila rentabilna oziroma sprejemljiva za tebe, kaj ne? Ja, zdaj tukaj, ne, v teh prostorih generatorja, pač model ta, ne, ki smo ga imeli, pač vse podatke, kar si jih imel, si jih dal vsak predalček, ne. Ciljni kupci, finančni stroški, od ideje, kakšno je recimo trg, ne, se pravi, potrebno je spoznati, pogooglati stvari, da dobiš tisto prvo osnovno sliko, ne, kakšne so cene, ne vem, konkurence, ne, in pač to je zelo fajn bilo, no, da sem pol tudi pretehtal, ne, te stvari jaz pač ne morem, žal, ne. Kakšna stvar pa, tukaj je pač recimo pri meni se da, ampak jaz pa imam te prednosti, a ne, pa pač mora biti tudi lahko cena višja, na drugačen način jo lahko zapelješ, recimo mora biti bolj prek narave, prek moje zgodbe, a ne, in pač tukaj lahko tudi zelo veliko iz drugega kota, a ne, prideš do istega rezultata. Tako da ja, to je fajn, no, zato ker imaš nek red, a ne, sploh jaz, ki sem bolj podvržen k temu predalčkanju, a ne, tako na odeleč vidiš, a ne, kje si. Se mi zdi, da prvi tisti preboj je bil, ko smo se pogovarjali o tvojem izdelku, ki je sicer zelo čudovit, si spravim skledica za trojanski krop. Ja. Tudi tukaj je prikazan, če ga pokažeš, kako si prišel do ideje. Ja, to je če spet moja, zmer pač, kljub samo delu, še zmer, mislim, da je še premalo delamo za vsi. In se peljem čez Trojane in v tisti trgovinici noter na Trojanah je za moje pojme, ne, premalo turističnih spominkov, v bistvu premalo takih iz lesa, ne. In pač naredim takle krof, ne. Tam itak prodajajo krofe, a ne. In tako, no, neka taka priložnost, a ne, da ponudiš recimo podjetje, ne. Sej konc koncev na konc, ne, predlog, ne, ampak tukaj pač hočem pokazati, kakšne možnosti vse so, ne. Lahko se iz tega naredi obesek, lahko se iz tega naredi, ne vem, karkoli, ne vem, posoda, porcelana mogoče, ampak tako je, konc koncev, ne, je ta ideja, ne, v bistvu, to mora skozi leta, ne, da jo razvijaš, no. Je pa tako, seveda, na koncu je cena, ne, tako da stroški, ne vem, materijala, izdelave, ne, pač tudi pol povejo svoj odgovor, ne. Ravno na podlagi te metode, orodja Business Model Generation Canvas si prišel, oziroma sva skupaj nekako prišla do spoznanja glede dodane vrednosti tega izdelka in predvsem kupcev, kateri so tisti kupci, ki bi bili pripravljeni plačati takšno ceno in ali v Sloveniji oziroma med strankami gostinskega podjetja obstaja
dovolj veliko število stran, ki bi bile pripravljene plačati takšen izdelek. In takrat se je porodila ideja, kaj pa če bi mogoče prilagodil in nekaj manjšega izdelal, ravno tako rekla tebi ljubega oziroma s podobno podobo, mogoče v manjši izvedbi, ki bi v bistvu zadovoljilo tudi tiste kupce, ki pa cenijo les, pa mogoče si ne morejo privoščiti kaj takega, ali mogoče turiste, ki jim tak velik izdelek predstavlja izziv, kam spraviti v nahrbtnik, torba in tako naprej. Ja, pomembno je vse to, ne. Eden mi je enkrat razlagal, ne. Stvari moraš tako narediti, da gre na avion, ne. Ne smejo biti večje, ne, za kar se tiče turističnih spominkov, ne. Ker to je osnova, ne. Velikost, ne. Tudi če je ne, karkoli, ne. Tako da ja, treba je pač pol nek motiv je, ne, to je zdaj obstaja, ampak razvijati, ne. Se pravi, ceno znižati, funkcionalnost, pač s tem tudi pol večji krog zajameš, ne. Se konec koncev lahko tudi masa, ne, potem da nek dober rezultat. Ne samo nek tak izdelek z večjo dodano vrednostjo, večjo ceno, ampak tudi manjši, ne. Bistvena vrednost in dobra stran te metode je, da si, še preden si se lotil izdelave mogoče večjega števila skodelic, da si preveril na podlagi tega Business Model Generation metode oziroma Canvasa, ali tvoja podjetniška ideja pije vodo ali ne. In to ti je tudi omogočilo, da se nisi vrgel v stroške oziroma da si potestiral svojo idejo, ali je tam mogoče pravilna ali bi šel in se tudi pravilno adaptiral. Ja, to je pomembno za tega, ker lahko bi ta čas, ko sem ga za to namenil, za kakšno drugo stvar namenil, ne. Se pravi, da veš, kje si, ne. Da ne delaš recimo prazno delo, ne. Da vsak izdelek daš na prioriteto in pač tistega naprej vlečeš, ne. Sej lahko počaka, ne, s tem, da se pač lahko razvijem kasnejš karkoli, ne, v tem smislu, da prednost tistim bolj prioritetnim stvarima, ne, pa ki imajo tudi več, se pravi, potenciala, ne, prek tega trženja tudi. Kako uporabna je metoda Business Model Generation za vsak izdelek in za vsako storitev posebej, pa nisi videl samo pri svojih izdelkih, ampak tudi pri storitvah. In sicer pri oblikovanju delavnic za otroke. Ja, to je pa tudi ena stvar, v bistvu, vse sem skozi vpet v to. Takrat za tisto maketo sem bil tudi že delavnice, vmes za kakšno šolo tudi, no. Ampak kar nekako, tako, ko sem sam začel že v osnovni šoli, kar zdaj tudi to raste, ne. In je tudi taka priložnost, sploh zaradi tega, ker se ukvarjam s tem stvarmi, ki so malo malo že izumrle, a ne. In zdaj lahko tudi že malo znanja prodajamo, ne. Tako da, recimo pletenje košara, ne, zdaj so to pač bistveno drugačne, ne, lepše oblike, kot takrat prve, a ne. Pripravljene so za delo z otroki, se pravi, da časovno ne zavzamejo veliko, ker pač tudi otroci zelo hitro izgubijo tisto prvo, tisto energijo, ne, in pač zelo dobro je, da je hiter izdelek narejen, da se zadovolji, a ne, kaj je sam naredil in pa odnese domov, ne. Tako da prek tega, no, prek otroških delavnic, raznih takih otroških, bi rekel, etnoloških tudi, no, zelo je dosti poudarka na pač te stare domače obrti. Poskušam, no, zdaj mora biti v prihodnjem letu, no, da bom kaj več na tem naredil, prav prek te metode, a ne, ugotovil, kaj je moja tista dodana vrednost, mora biti prek gozdarstva, neko pot od gozda, kako material sploh uspeva, raste, kjer je primeren, pa do končnega izdelka. Tle bi tudi rad poudaril na te delavnice, nekaj se jih že odvija, no. Sproti jih imam, rad
pa v bistvu še malo podariti na to. Že ko sva skupaj, oziroma ko si oblikoval model, poslovni model za otroške delavnice, in ko se pogovarjala o tem, katera je tista vrednost, ki jo ti ponujaš in mogoče nobeden drug ponudnik, in ko si imel domačo nalogo, da preveriš konkurenco na trgu, sva zelo kmalu prišla do spoznanja, ki je tista tvoja dodana vrednost. Da združuješ tako svojo ljubezen znotraj teh delavnic do kulturne naravne dediščine, do rokodelstva in seveda tudi do pedagoškega dela. Ja. Ponavadi, te delavnice tako potekajo, da nekdo organizira in povabil nekoga, nekega pletarja, nekega izkušenega, ampak ti samo pokaže, morbiti ne zna pokazati, kako otroku, ampak kar dela. Pač jaz pa nekako znam tudi kako se stvari lotati. Ne smeš biti pri teh stvarih tako prehiter, mora iti zelo tako v bistvu spontano, pa tudi če prva stvar ni dobro narejena, jaz tudi nisem prve košare naredil perfektno. Tako da je pa moramo poudariti, da takole, kar vidim, otroci so tako, ne vem, še predšolski otroci, eni imajo to, mislim, prav obvladajo stvar. En drug pa recimo je čisto drugačen naredi, ampak na koncu isto izgleda dobro. Tako da ne bi dal toliko na to, da se ne da, ampak treba je pravilno jih usmeriti. Pa ta moja stvar, ker recimo je vrednost dodana, da pripravim stvari. To možnost imam, poznam vse izdelke, ideje imam, ker niso samo košare, so razne take igrače, razni taki polizdelki, ki so lahko tudi za uporabo, recimo v kuhinji ali pa pri otrocih recimo za igrati. Tako da hitro pridejo do nekega produkta in vidijo, da so v tisti uri nekaj naredili, in to je spet tista moja stvar, ki se mi lahko spet obrestuje, spet naslednja delavnica, nova tematika in tako mislim, da bo tole kar, če bom nekako upošteval te smernice, dobro speljal. Ko si raziskoval trg, si tudi videl, da se mi zdi, da edini ti ponujaš takšne delavnice, da se izkoriščajo naravne danosti, da se obuja na nek način oziroma osvešča o naravnih danostih otroka, da se spodbuja ročne spretnosti in ohranja to kulturno dediščino. Ja, tako razne delavnice so zanimive, jaz sem tudi videl veliko zanimanja tudi staršev. Starši otroka tako malo, ne na silo, ampak to bi bilo pa koristno zate. Dajo, ker tudi sami vidijo tem prednost. Vse konec koncev, vse so lahko podobne zgodbe, kakor pri mene. Jaz sem na isti način začel. Sej prvotno me niso v to vrgali, ampak nekako začutiš. Vsak lahko od teh fantov pa punca tudi lahko nekako na ta način bolj dojema naravo, sploh pa danes, ki je vse to bolj prek medijev, prek tega vseh državnih omrežij preveč malo umetno. In je to, bi rekel, lahko tudi spet nova priložnost za druge. Ker pač, če se konkurence ne bojim, ker idej imam veliko, zmer moraš biti nek naprej. Tako da težiti moraš zmer bolj tisti perfekcionizem. Prepričana sem, da bomo o Blažu Križnarju še veliko slišali. V okviru generatorja se bomo še naprej posvečali razvijanju tvojega poslovnega modela, predvsem s poudarkom na oblikovanju promocijskih kanalov ter segmentaciji različnih izdelkov. Kakšni pa so tvoji plani za prihodnost, če lahko samo kakšno stvar še zaupaš? Ja, gotovo so po novem letu tele delavnice, Zdaj, trenutno, zdaj je še ena delavnica v decembru, tako da, kar so pa projekti te večji, v bistvu sem pa tako v bistvu še v dogovarjanju, ampak recimo tako
za januar, recimo pa polovico februarja, imam že kar, no. Sem že kar zaseden. Tako da je fajn je v bistvu tudi za naprej, no, da imaš, da te ni straha, ne, kako bom naprej šel, ne. Čeprav to je zmera, ne. Sploh, če si tak bolj perfekcionist, ne, se pač zavedaš vsega, ne, da imaš pač stroške in vse, da delaš na tem za naprej. Zaenkrat sem se sam in je kar fajn, no. Glava kar dela, no, na vse konce in tako da se pa po moje razvija. Če sem se zdaj do toliko razvil, ne, pa še toliko naprej, po moje se bom tudi nekaj. Nisem pa pač tak, da bi zmeraj je pomembna za mene ta pot, ne toliko cilja. In tle res pač uživam. Tako kot poznam tudi druge uspešne podjetnike, ki jih tako zelo občudujem, vsi pravijo, da pot je zanimiva. Blaž, najlepša hvala za ta pogovor, da si z nami delil svojo zgodbo in svoje izkušnje. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Najlepša hvala. Kakšno vprašanje? Zadovoljšče. Dovoljšče. Ja.